Ostajamo na morju. Za svojevrstno presenečenje je v začetku tedna poskrbela naša južna soseda Hrvaška. Priznali so namreč, da je Piranski zaliv naš. Se pravičujem. Za slovenske lastnike nepremičnin in plovil so odprli mejo. Kako sem jaz to narobe prebral? V glavnem, že prvi dan je mejo prestopilo več kot 400 Slovencev in to kljub temu, da jim je ob vrnitvi nazaj grozila obvezna enotedenska karantena. Po neuradnih podatkih gre predvsem za tiste ljudi, ki se jim s ponedeljkom ponovno začne služba. Odločitev Hrvaške pa ni presenetila samo slovenskih lastnikov tamkajšnjih nepremičnin, pač pa tudi slovensko politiko. Odločitev Hrvaške o odpiranju meje Slovenijo naj bi presenetila tudi Ministrstvo za gospodarstvo. Neuradno naj bi za odločitev na ministrstvu izvedeli kar iz medijev. Ne morem biti edini, ki je opazil, da minister Počivalšek zadnje čase veliko stvari izve šele z medijev. Pomislite, meje so odprte, ventilatorji niso primerni, klic se je snemil. In kaj me bolj preseneča? To, da je naša vlada za odločitev sosednje države izvedla z medijev, ali to, da je medijem dejansko verjela? Ker se državi okrog ukrepov še vedno nista dogovorili uradno, se pojavljajo številna vprašanja. Počitnikarji se zato sprašujejo, če je sploh smiselno hoditi na Hrvaško, denimo na 3-dnevni vikend oddih, če jih na to čaka enotedenska karantena. Poleg tega se lastniki nepremičnine oziroma plovila na dopust verjetno ne bodo odpravili sami. Saj ne gre na plovilo samo lastnik, ampak gredo verjetno tudi njegovi družinski člani. Gospod Krecin res pove tako, kot je. Preprosto in neposredno. Tako kot tisti modrec za šankom, ki zna rešiti vse težave tega sveta. Sam manj pijano, pa bolj pokroviteljsko. Ampak res je, kar prav gospod Krecin. Če imaš plovilo, verjetno nisi sam. Razen če s plovilom misliš napihljiv sup. V tem primeru obstaja velika verjetnost, da je tudi tvoja družba napihljiva. Na vsa ostala morska plovila pa se resnično hodi v družbi. Na čoln z ženo in otroki, na jadrnico s prijatelji in na jahto s 3 ljubicami, pri katerih se bolj kot korone bojiš sifilisa. Tako pravijo, ne vem. Je pa kljub vsem nejasnostim okrog hrvaških počitnih zdaj že znano, kakšna pravila bodo veljala v hrvaških kempih. V sanitarijah se more glede na velikost objekta omejiti število obiskovalcev, ki so lahko hkrati v objektu. Klor v bazenih, ki uničuje viruse, zato je potrebno količino klora v vodi dvigniti na raven, ki omogoča tako imenovano virus-free vodo. Z novimi pravili na WC-jih se po neuradnih podatkih ne strinjajo predvsem ženske, ki bodo morale obisk toalete iz družabnega dogodka spremeniti v intimno dejanje. Moški na drugi strani s tem zagotovo ne bomo imeli težav, saj že iz časa pred korono med sabo držimo varnostno razdaljo, vsaj enega pisoarja. Dobra novica je tudi, da v bazenu ob dodatnem kloriranju vsekakor ne boste dobili virusa. Slaba novica pa, da boste ob dolgotrajnem kopanju namesto rjavi z dopusta verjetno prišli snežno-beli. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.